Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o smehu. V zadnjem času se kar precej intenzivno zmenkujem preko spleta in prebiram profile samskih žensk, kaj si od moškega želijo. In veliko žensk ima pod opis moškega enostavno napisano samo: želim si nekoga, ki bi me znal nasmejati. In potem se vprašam, kako je lahko mogoče, da ženske opisujejo zaželenega moškega z tako poenostavljenim opisom in zakaj jim smeh tako veliko pomeni. Vprašanje je, ali si dejansko želijo moškega, ki bi jih znal le nasmejati, ali pa je to posledica njihove trenutne žalosti, trenutne slabe samopodobe, depresije in da iščejo nekoga, ki bi jih potegnil ven iz takšnega stanja. Seveda je možnost, da bi neka žalostna ženska dobila partnerja, ki bi bil velik šaljivec in bi se neprestano skupaj krohotala. Ampak ali je to v bistvu dolgoročna rešitev problema? Mogoče so tudi ženske, ki iščejo zabavnega moškega zato, ker so bile do sedaj v odnosu z nekom, ki jih je neprestano poniževal. Vprašanje je, ali se dejansko ženske ne želijo zgolj moškega, ki bi jih znal razumeti in pa ki bi seveda tudi občasno jih nasmejal, ampak da to ne bi bila tista najbolj pomembna zadeva. Stvar je v tem, da v odnosih lahko iščemo nekaj, kar v bistvu trenutno pogrešamo v samem sebi. Če gremo v odnos z namenom, da bi poiskali neko drugo, pravijo, boljšo polovico, da bi nas druga oseba zapolnila, da bi nadomestila tisto našo notranjo praznino, potem to dolgoročno ne bo zelo zdrav odnos. Če se stopa v odnos v stanju notranjega pomanjkanja nečesa, potem se partnerja začneta drugega posedovati, se navezovati in posledično se pojavi strah pred izgubo. Ker če potrebuješ nekoga izven sebe zato, da bi se zabaval, da bi se nasmejal, potem seveda si ne znaš predstavljati, kako bi lahko doživljal srečo, zabavo, smeh, kar sam, samostojno, brez te osebe. In posledično ta strah povzroči razmišljanje o izgubi, o možnosti, da ta oseba ne bo več v tvojem odnosu. In to razmišljanje potem povzroči zavist. Neprestano tuhtanje, ali bo nekdo speljal to našo ljubljeno osebo iz našega odnosa in potem postanemo nezaupljivi, posesivni in nato v odnosu zaradi tega nastane prepir, konflikt in posledično ravno tista razveza, ki smo se jo tako zelo bali. Zato je najbolje, da gremo v medsebojne partnerske odnose čim bolj notranje izpolnjeni, da čim bolj sami delamo na tem, da v sebi najdemo tisto, kar si sicer mnogi želijo od
partnerjev. Torej, če smo žalostni, depresivni, da se vprašamo zakaj, da naredimo analizo lastnih miselnih vzorcev in da se osvobodimo nekih misli, ki nas delajo žalostne. Da ne razmišljamo več o žalostnih dogodkih iz naše preteklosti, ki so nas pretresli, ki so nas travmatizirali. Da sprejmemo lastno odgovornost za to, da smo takšne dogodke dopuščali ali celo bili odgovorni, da so se zgodili. In ko se osvobodimo od te preteklosti, potem naslednji korak je, začnemo raziskovati, kako lahko sami doživimo veselje in srečo. Možnosti je veliko. Lahko si privoščimo gledanje komedij, lahko gremo na kakšno smejalno delavnico, kajti tudi teh je polno tudi v Sloveniji. Lahko enostavno se odločimo. Sedaj se bom začel smejati in se začnemo smejati. Kot na primer takole. Torej, sreča in smeh ne obstajata izven nas. Lahko sami kadarkoli se odločimo, da se bomo zasmejali, nasmejali in bili srečni. Zato vam predlagam, da tudi vi ta vir sreče in zadovoljstva najprej poiščete v sebi in na ta način bo tudi odnos z partnerjem čim bolj izpolnjujoč in trajnosten. Hvala in nasvidenje.